Roditeljski sestanek. Mogoče mi ta besedna zveza ni preveč všeč, ker me je bilo vsakič, ko so starši šli, strah, kaj bodo rekli, ko bodo prišli iz šole. Ampak zato sva pa danes dodali v Tivoliju in prinesli še kavo, ker je napajanje s kofeinom preživetveni mehanizem številnih staršev. Ko že omenjaš, dotoči, prosim. Glug. Sicer pa predzgodba našega današnjega srečanja na igrišču. Na Instagramu sva z Majo pozvali starše, naj pridejo na prostovoljni roditeljski sestanek, ki ga bomo posneli, in se človek ne more verjeti. Prišle so 4 mame. Šala za starše. Priznajte, da ste v svetu staršev. Ja, kimajo. Ker kdo drug bi bil tako zelo angažiran, ne, in bi se prijavil na ta roditeljski sestanek. Ampak hvala, res hvala, da ste prišle. To je pravo darilo ob koncu šolskega leta. Prišle so, oziroma kdo se je prisoten? Neža Muhič prisotna, Lucija Firbas prisotna, Nika Stopar prisotna. Jerneja Podvis prisotna. Uršula in Maja semi prisotni. Že lep čas, že več let. Dnevni red začenjamo s točko predstavitev. Drage mame, povejte nekaj o sebi in pa o svojih malčkih, ljubčkih, sončkih. Kje začnemo? Po vrsti. Izvoli, Neža. Zdravo. Torej, jaz sem Neža, imam enega sineka, starega leto pa pol. Sem zelo vesela, da ga imam, in zelo vesela, da je konec zime, končno. Neža, kaj počneš, poleg tega, da si mama? A v službi. Ja. Sem farmacevtka in delam v farmacevtski firmi. Super, se bova pogovorili po pogovoru. Živjo, jaz sem Lucija, imam 2 šolarja, 2 vrtčevca, 2 vrtčevki, 9, 7,5, 5, 2,5. Nikoli ni dolg čas, včasih pa še tišina, si jo pol vzamem v naravi. Načeloma difavka, se pa ukvarjam s produkcijo. In si v svetu staršev? V vrtcu, ja, v šoli sem pa moža potunkala. Bravo, odlično. Familija, cela familija. Zdravo, torej jaz sem pa Nika, imam 2 deklici, se pravi tisto spodnjo polovico od Lucije, 2,5 pa 5 v vrtcu. Sicer po izobrazbi sem gradbeni inženir, delam pa v požarnem laboratoriju. Zdravo, jaz sem Jerneja, imam eno starejšo punco oziroma starejšo 4 leta in pol staro in enega fantka starega 1 leto in 3 mesece. Delam kot vodja maloprodaje v enem slovenskem manjšem podjetju. To je to. Kako ste kaj naspane danes? A ste spale po noči? Vse ste vzele kavo, nobena je ni zavrnila. Ja. Kave nikoli ne zavrneš, če se ponudi priložnost in čas. Jaz sem kar naspana in danes imam celo dopust, kar tako, ker je sonce. Wow. Večkrat, ne? Samo še to, Neža. A s partnerjem spite skupaj, in to je vprašanje za vse, ali si razporedite otroke in imate smene? Čisto zares sprašujeva. Mi si zelo želimo priti do točke, ko bi lahko spet spala skupaj, ampak zaenkrat je še partner izgnan iz raja. Da lahko preživimo. Dnevna soba ali dodatno ležišče raztegljivo? Dnevna soba. Dnevna soba. Lucija? Danes sem naspana, včeraj bi bil odgovor drugačen. Pri nas so vsi otroci v eni sobi, imamo 2 pograda, tako da spat gremo, zaspijo vsak v svoji postelji, zaspijo ali sami, ali z božanjem, ali tako, potem zaspiva midva v spalnici. Okay. In tekom noči se zgodi marsikaj. Pridejo? Po pravilu pride 3. Aha. In danes zjutraj je bil cel kažin, ker je prišla najmlajša v spalnico in se ulegla zraven mene, in potem, čeprav sem bila par ur poleg 3, zdaj 2,5 sekundi nisem bila zraven nje in je bil problem. Aha. In potem sem šla v kopalnico. In se zaklenila noter. Prav razmišljala sem o tem, da to res ne funkcionira, ker v sekundi, ko se zakleneš v kopalnico, pač nekdo pride. Ja. Ampak tudi, tako da je ful boljš nekam drgam. Imajo radar, ja, za kopalnico in stranišče.
Pri nas je pa zgodba taka, da smo zdaj nekako po dobrih 5 letih prišli do tega, da deklici obe dve spita v svoji sobi, zaspita tudi tam skupaj. Ampak to zdaj samo pomeni, da nekdo od naju spi, pa nima v sobi, ker mi smo imeli kar, bom rekla tako, mislim, da smo mi z možem kar zelo kratko potegnila, kar se spanja tiče, in smo zdaj mogoče kakšen mesec, da se zgodi, da prespimo noč. Ampak je pa tako, da če nisva tam, je potem, da ko se mlajša zbudi, se bolj toliko predrami, da smo potem 2 uri po konci. Tako da za vse je boljše, da je nekdo od naju tam in potem to zelo na hitro potolaži nazaj dol, pa pokrije in potem mogoče spimo. Tako da bom rekla, sej so napredki, no, ampak čisto optimalno nočna straža je torej še vedno še vedno so neaktualna. pa nočne straže obvezne. A uspavanje tudi, vedno? Ne zaspijo sami? Ne, zaspita pa zdaj sami. To imamo pa zdaj moram kam potrkati kakšen mesec uvedeno, da poslušamo pravljice. Na potki, kako sta to uredila. Mislim, lahko povem drugače. Ja, povej. Ker je tak, našla sem je pristop na spletu in se v bistvu zelo dobro izkazala. Se pravi, gre za to, da se jaz z njima zmenim, poslušamo pravljice in potem povem, da bom odšla, da grem, jaz rečem, da grem pospraviti kuhinjo, ampak da ju pridem še pogledati. In to funkcionira, se pravi, da jaz pridem nazaj. Je res, da prvič pridem že po 2 minutah, pa naslednjič potem po 5, ampak tako sta se zdaj navadili, da bom jaz sigurno prišla nazaj in potem je ponavadi ene tretjič, ko prijem, že spita. To je trajalo kar še 2 tedna, no, da smo upeljali, ampak to je zelo tak dober pristop, ker prej je bilo pa vedno obratno, da sta oni 2 hodili in potem se predrami in je brez veze. Tako da to je en tak ful dober hack, ki sem ga našla na spletu in evo, nam je trenutno olajšal večer, toliko da imava vsaj ne recimo 1 uro za sebe, potem ko otroci zaspijo, ker prej to ni bilo, prej smo se uspavali do Hvala, da normalnih ur. Danes začnem. Jerneja? Ja, pri nas je zaenkrat tako, da je mlajši še pri nama v spalnici, sam v svoji posteli. To sva tudi pri starejši že, v bistvu starejšo sva takoj v štartu dala v svojo posteljo, na začetku k nama, na koncu sva pa ugotovila po 3-4 mesecih, da se dejansko ona zbuja vsakič, ko greva midva na WC. In sva jo pri 3-4 mesecih dejansko dala v svojo sobo. In je pač starejša spala. Zdaj mlajši je sicer pač še pri nama, zato ker je treba otroško sobo malo preurediti, pa v bistvu mičken čakava, da še toliko zraste, da bomo lahko naredili pograd, pa ga damo od spodaj. Ampak načeloma, pač spimo, se gospod zbudi in on bi rad na sredo pri nama spal. Se pa tudi že kdaj naredili, da smo pač včasih je treba malo dolare jeti jo po noč pogledati, ker se ona zbudi, pa ne veš, a kliče mami ali ati, a pač greš pogledati. Ampak ja, se pa zgodi tudi to, da smo se enkrat zbudili vsi 4 v postelji in smo se butasto gledala, če kdaj pa ona prišla. In tako nobeden ni vedel, za užbeja sva še vedela, kdaj sva ga dala, ampak pač starejša pa tako, od kje pa ti. Tako da ja, pač ona se včasih malo pošeta po stanovanju, ampak načeloma pa kar v redu, no, spiva pa skup. To pa, ja, to sva pa tudi... Od začetka? Ja, že tudi pri Lari in tudi se spomnim, mislim, tudi zdaj sva se kar malo zmenila, da tudi če nekdo pri Lari zaspi takrat, ko bereš pravljico, ker se večkrat zgodi, aj mami, zakaj ne bereš? Zato, ker je mami knjiga padla na glavo. Da dejansko, če zaspiva tam, se prideva zbuditi, pa iti v spalnico in se pač prehendlava, da sva skupaj v postelj. Saj to. Ker je to mogoče edini moment, ko si skupaj v celem dnevu. Pa še to se tako pogledava. Lahko noč, vsak na svoj bok, pa hrbet si pokažeš, pa greva spat. Ampak spiva skup, to mislim, kar poslušam, eden v en sob, drug v drug sob, eden tam, pa vetri, to je še minimalno, kar sem zdaj slišala, še kaj hujšga. Sva si res takrat rekla, ker sva imela kasneje od ostalih otrok, da sva prav si rekla, ne, pač, to je pač najina posla in vozi ven. Raj se zbujam 10krat na noč, pa ta malga, ne, ulež se pa spi v svoj postelj. Kaj pa, ko je otrok bolan? A takrat, ne vem, spustiš te kriterije, pa si z njim v sobi? Ja, spustim. Pač spustim zaradi tega, ker mi, ne vem, lih primer smo imeli, da pri starejši smo imeli pljučnico konec oktobra in se pač res moje srce pač ni dalo, da bi ona tam sama mi kašljala, itak je prišel do tega, da je bilo to bruhanje, pa pač vse
hardcore, kar je bilo pač možno od pljučnice. Tako da sem res tiste 3 noči ne spala, prebedela pri njej. Tako da, kot smo prej govorili, na koncu mami pade dol, dejansko po 3 dneh sem obležala. Ker je bila ona, ok, sem je šla čist nadol. Pa tudi, ne vem, ali pa če ima res hudo vročino, pa to že zaradi tega ga imam pri sebi, da vidim, Da si mirna, ne? Da sem jaz mirna. Ja. Nika kima. Ja, točno tako. No. Kimam zato, ker se strinjam, da ko so otroci bolni, mame bedimo. In res je, takrat ponavadi smo vsi skupaj in podobno, kot si rekla, se včasih zgodi, da ne vemo, kdaj. Bom rekla tako, da se zbudimo vsi drugje, ker smo zaspali. No. Ja. Ko smo že pri boleznih, s tem smo tudi začeli prej neuradni pogovor. Ne? A se res samo o tem pogovarjamo, mlade mame? Kdo je bolan? Lucija, 4 imaš. A ti že grejo na živce ti pogovori? Jaz mogoče nisem v toliko veliko takih pogovorih. Aha. Ampak si v svetu staršev. Ja, pa pri 5-letnici, ne, pri ta mali sem, ampak mogoče, če bi se več družila s starši, najmlajša ima zelo veliko sošolcev, sovrstnikov, ki so v bistvu prvi otroci in imajo zdaj ta drugega. In se mi zdi, da je to druga perspektiva, tebe ne zanima. Druge stvari prihajajo, z drugimi stvarmi se ukvarjaš bolj, oziroma tudi moram priznati, da ko je šla ta najmlajša, v bistvu kot najmlajša pri 13 mesecih v vrtec, sem rekla, da ne moram več toliko delati, kot sem prej, ker verjetno bo zelo veliko bolna. Vsi so šli kasneje, ona je šla kot najbolj tako s svojimi sovrstniki in v bistvu je bila bolna 2-krat po en dan. Wow. Tako en dan vročine, ne vem, mogoče se prekužijo, mogoče vse skupaj. Je pa res, da v tisti jeseni je takrat 3-letnica dobila mononukleozo in sem bila 6 tednov z njo doma. 4 tedne vročine, 40, itak dihalne stiske, vse skupaj in sva spali skupaj. Tako da tega se res spomnim. Se pa mi zdi, da polk so pa starejši, imajo pa radi že malo ta svoj mir. Naprimer, zdaj, ko je bil 7-letnik, je imel vročino, se je šel ležati, je gledal knjige, tako se je prišel stisniti. Ni pa zdaj, da bi jaz pri njemu ležala pa štela utripe, pa tako, pač ne več, ja. In tudi po drugi strani, ko en ne more, pač si kar podeliva, tudi z možem. Zdaj pač, če se spomnim tega, ker sem prav malo razmišljala o teh dneh, ki je bila najstarejša, najmanj speča. En del turnusa oddelal in pol je padel dol in je prevzel drug. Smene, ne? So rešitev, da ostaneš priseben, se mi zdi mentalno, koliko toliko. Neža, ti imaš enega, malega. Ja, moj je leto pa pol, oziroma niti še ne leto pa pol. Ti si verjetno v tisti fazi zdaj, ko skozi bolela. Jaz sem v tej fazi, ko sem tudi zato zelo, zelo vesela, da je sonce spet tu in v upanju, da bo tega manj. Saj teh pogovorov je res dosti in na prvi pogled nam lahko grejo na živce, ampak to tako zelo signifikantno vpliva na dinamiko družine, da ne moreš prezreti. In toliko težje je, ko je bolan, še težje pa, če si ti bolan zraven. In je res pač dan in noč razlike. Tako da, mi smo zegli ven iz zelo dolgih dnevov odprtih vrat za vse možne viruse in je res, res lažje, ko si ven z tega in upaš, da bo čim dlje otrok vrtcu. Pol je 3 tedne otrok vrtcu, si že misliš, malo je že dolgo, kaj nas čaka. Zdaj bo zihar nekaj prinesel domov. Jaz sem imela vodene koze, norice, pri 33, ker mi jih je prinesel iz vrtca. On je bil super, jaz sem pa 2 tedna ležala. Niko zavzeto, ki imaš. Ja, želela sem to mogoče dodati, da je teh pogovorov res veliko, ampak se mi zdi, da se začnejo dogajati takoj potem, ko imaš otroka. Zdaj ne vem, bila to samo moja izkušnja, ampak jaz prej nisem bila pripravljena, jaz prej nisem vedela, kaj je RSV virus in potem sem z 2 meseca in pol staro deklico prestala na pediatrični in se počutila kot najslabša mama na svetu, ker ne vem, kaj to je. Ni prepoznal. Ja, da ne govorim to, da je tam ena sestra dobesedno rekla mojemu otroku, kaj ti je pa to mamica prinesla? Seveda. Ja, kaj pa ni mamica opozila? Kaj bi me nekdo zaštihal, ampak tako hočem povedati, da mogoče je teh pogovorov veliko, ampak
Ful se mi pa zdi pomembno, da bi se dogajalo tudi prej že v nosečnosti, ker v nosečnosti je vse tako rožnato, a mogoče tudi ne vsem, no, ampak pogovori o otroku so samo o tistih lepih rečeh. Tudi šola za starše se mi zdi bolj ali manj nas je pripravljena na to, koliko vodjev moramo imeti, pa kako bo izgledalo, če bo porod naravni. Zato imamo šalo. No, ampak kar nič od tega ni bilo res, ker jaz sem na koncu imela carskega, o čemer nisem zvedela skoraj nič. In imela sem otroka novembra, ker so bile takoj nekako podvržene in kupenim virusom. In imela si kup premajhnih bodjev. Že v štartu. Ne, imela sem veliko preveč bodjev, ampak pustimo to. Ja, to pa tudi to nakupovanje brez glavo, ne? Sej ne veš, kaj boš potreboval, ker te itak marketing posiljuje z vseh koncev sveta. Ja. Jaz bi samo tle še omenila, dobro je povedala, ker rodiš enkrat novembra otroka ali pa rečemo na zimski konec, vsi maj, ta prve, ostale otroke čim bolj doma, ne. Mi smo takrat tako, prvi mesec bo, ne, ta starejša malo doma, se bo pa počas šla, ne. In potem si tako pišem z vzgojiteljicami in tako dobiš v nedeljo zvečer, ne hod. Ja. Ne hod, zdaj imamo to. Ne hod, zdaj imamo to. No, na koncu je bila starejša 3 mesece doma, ne. Hvala Bogu, je bil moj partner takrat malo več kot en mesec lahko doma, ampak dejansko včasih se vprašam, kako z unim majhnim dojenčkom, starejšo doma, ampak vse kar nekako pohendlaš, pospravljanje je bilo, pa uno je bilo, pa to je bilo, mislim, ampak ja, je pa, tako kot je rekla, veliko tega v nosečnosti, kaj pa kako, nobeden nas pa ne pripravi do ene tiste realne slike, no, bom rekla. Pa tudi te pogovori z mamicam. Včasih se mi zdi, s kakšno, ko se pogovarjaš, ti kar hoče vsiliti. To moraš tako, ko bo on bolan, moraš to tako. Dobro, ne vem, jaz imam tako eni 3 stavki so bili, ko se spomnim, zdaj bivše sodelavke, ki mi je rekla, Jerneja, ti boš tista, ki boš najbolj vedela, kaj paše tvojemu otroku. In to je dejansko res. Pač enemu paše preuročin, da ga stiskaš, enemu paše, da se uleže sam, pa da, ne vem, pač neki. Enemu paše vodna kopel, enemu to. In dejansko je res tako. Se mi zdi, da smo res mame tiste, ki bomo največ vedele o svojem otroku. Ne vem, kar nekako veš. Se tudi pediatri to izpostavljajo, da so mame tiste, ki morajo opazovati svojega otroka in vedo, kdaj se karkoli dogaja in kdaj so bolni. Pa moj partner še ni tak paničar, sem včasih jaz večji, ampak se mi zdi, da kadar je on pol tako sam z bolanim otrokom doma, vročino ima. Ja, čekal pol, mislim, se veš, pozmer, koliko ima, daš, ne. Ampak se ji naredi, ampak tako, se mi zdi, da pa ko priješ dan, pa sej je v redu, sej ni tako hudo, ampak res, ne vem, mame tisten čut, ne vem, ustvarimo nek, po mojem, ona najbolj vedela 4 otroci, kak pa kva pri 4, Lucija ima 4, ne, a si opažaš pri sebi, da si se, ne vem, pri prvem zelo veliko sekirala, veliko brala, pri 4. si pa rekla, sej to bo minilo. Jaz sem en tak privilegij, da moja mami je delala v otroškem dispanzerju. In čeprav je in čeprav je prva rojena januarja, pač če sem imela vprašanje, sem ga lahko zelo hitro naslovila in dobila odgovor. In se mi zdi, tako kot si Jerneja rekla, malo je tudi karakter človeka, pa ne samo partnerja, tudi nas mam. Vseeno jaz sem bila stara 24, se mi zdi tudi malo drugače, malo bolj tako. Včeraj sem hodila po Ljubljani, sem rekla, 10 let nazaj sem zanosila in sem bila tako, grem tam na kavo, mislim, tako je drugače, ko si mlajši, pa imaš otroka, ali pa kak bi zdaj, če bi imela prvega otroka. Zihar je, mislim, je drugače. In ja, nekaj je to, da okolica, pa mogoče tudi kar nekaj prijateljev je pediatrov, pa pol lahko hitro nasloviš vprašanje, če si pa tako, mogoče, da imaš manj tega okolja, da imaš manj mam, ki so že mame, da nasloviš vprašanje, če imaš manj neke podporne skupine, pa je težje, a ne? In na drugi strani je fajn, da si jo najdeš. Lucija, tako hitro si postala mama. Verjamem, da nisi imela veliko vrstnic, ki so bile mame pri 24 ali pač? Ja. Wow. Ja. Wow. Meni je v bistvu zelo zanimivo, ker tako zelo velikrat rečejo 4, a ne? In jaz pa rečem, mislim, mi imamo družbo, skavtsko družbo, ki imajo pač isto stare, kot jaz,
po 5 otrok že, pa so iste letnika jaz. A ne? Pa Lucija, si uspela ohraniti prijateljstva s tistimi, ki pa niso mame? Oziroma imaš krog ljudi in za vse vprašanje ostaja? Pač kot difovka je bila ena sošolka, da je bila takrat že v 3. letniku noseča, večino imajo pa zdaj otroke. A ne? Lih jesen smo bili na enem baby showerju, pa še druga let prej, ampak je manj otrok, imajo manj otrok iz tistih družb. Ampak smo, ne vem, jaz tudi, ko je bila najstarejša stara 10 mesecev, torej novembra, oktobra, sem šla z 2 sošolkama iz faksa v Belgijo za 3 dni. Gremo naprej. Se mi zdi, da je res odvisno od karakterja mame, in od otroka. podpore partnerja, od otroka. Vse se mora povezati. Tako konglomerat vseh stvari, ki se povežajo, ali pa včasih malo bolj boli, ko stopaš na kamen, ampak tako, no, res je nek tak. Neža, socialno življenje onkraj starševskih krožkov in igrišč? Ja, to je ena mojih tak semi-bolečin, v bistvu, ker jaz sem si zelo želela in bila racionalno zelo odločena, da se moje socialno življenje po otroku ne bo spremenilo in da bom ohranila iste prijatelje na isti način, z isto frekvenco. Isto pogostost, ne? Vsi smo si to predstavljali. Ampak pol nekako se organsko zgodi, da se tebi življenje tako zelo spremeni in nekomu, ki nima otrok, čeprav si bil zelo blizu, ne moreš več teh stvari na tak način deliti. In organsko se mi zdi, da se mi dogaja, da sicer je zelo klišejsko, ampak kar naenkrat začnejo gravitirati mame skupaj. In naenkrat ve mama z igrišča več o tvojem življenju kot tvoja najboljša prijateljica. Primer. Ja. Ampak se ti zdi, da se bo to lahko spet vzpostavilo, ko bo otrok, ne vem, starejši, ko bo recimo manj potreboval tebe, tvojo podporo, ko bo bolj samostojen, se ti zdi, da boš lahko spet poiskala tiste svoje prijatelje od prej? Jaz upam, da ja, ampak sej neka lepota pa je tudi v tem resetiranju ljudi okrog tebe in vidiš v bistvu. Enkrat me je moj partner vprašal, če odkar imam otroka, drugače gledam na druge otroke. In sem ful razmišljala in sem rekla, ne, v bistvu ne, ampak gledam pa drugače na druge mame. Pač neke nove dimenzije ranljivosti in sočutja in meni se zdi, da je to tudi neka lepota tega, da pač rasteš ti in raste tvoj socialni krog s tabo in se spreminja in pač nimam ful nekega žalovanja zdaj za tem, kar je bilo prej. Definitivno bo pa z starejšim otrokom lažje kombinirati in biti še kaj drugega kot mama. In ta pa te prizadene, da mogoče ne pokažejo več zanimanja za tvojega otroka, ki je neizpodbiten del tebe? Na začetku me je, zdaj sem pa malo sprejela in tudi lažje razumem. Nika? Ja, jaz imam pa mogoče majčkeno drugačno izkušnjo. Jaz sem pa naredila en tak reset ali pa osip moje družbe, že s tem, ker sem kar nekaj časa študirala v tujini. In potem, ko sem se vrnila k nam, je nekako ostala samo ena moja najboljša kolegica. No in potem nekako usoda je želela, da imava midve povsem enako stare otroke. Tako da sva še vedno, bom rekla, še vedno moja edina prava prijateljica in je tudi zelo, zelo težko si predstavljam mlade mamice, ki nimajo takega suporta, kot sem ga jaz imela pri njej. Ker sem včasih sem rabila samo pojambrati in nekoga, ki bo rekel, ja, štekam. Nisem rabila nasveta, ne pomoči, ampak samo, ja, tako je. In to sem nekako vedno našla pri njej, še vedno lahko, ker sva čisto v istih pozicijah. Tako da, ja, bom rekla, jaz imam mogoče malo drugačno izkušnjo. Ne vem. Jerneja? Zdaj le prav malo tuhtam, kako bom prav odgovorila. Sej ni prav in narobe. Ni pravila, ne? Ne, mislim, moje mišljenje je, da po mojih izkušnjah, recimo po mojih izkušnjah, da tiste, ki niso mame, ali pa kako da ne boš nikogar užalila. Ja, ampak ne, da niso mame, ampak dajmo kar tako reči, tiste, ki nočejo razumeti, kako je to biti mama, se bo sama umaknila. Od prijateljic ali pa to, se mi zdi, da to ni povezano s tem, ali imaš otroka, ne? Naše življenje, zdaj sem pa jaz mama, zdaj pa tako da Neža ne se nič sekirati zaradi tega. Pač, če so šle z razlogom, jaz temu pravim. Ampak po moje pač naše življenje se je spremenilo, definitivno, ampak
če so sprejele to, da je naše življenje zdaj drugačno, se bojo tudi one prilagodile. Takrat, ko boš ti napisal message, ta teden imam pa dopoldne cajt, pa dan, da greva na kafe, da greva v hribe, da greva nekam. Se mi zdi, da tiste ta prave prijateljice pol tudi ostanejo. Tiste, ki pa narabijo, pa lahko pač, grejo. To je to. Imam pa jaz tudi eno srečo, tako kot Nika, hvala Bogu, da sva bile z mojo šefico, ona je imela takrat drugega, jaz pa ta prvega, v bistvu to hkratno seče, da ker imava istega ginekologa vprašal, če smo imeli sindikalen izlet. Ampak dobro, da so bili take, da ga toliko na hecu zamava. Tako da imam to srečo, da ko zboli moj otrok, da ne vem, kaj so te pike, ko ne vem, zakaj zdaj ta starejša trmasta in potem tako ona meni. In naš je tudi, to je obdobje, okej, ne. In mi je tako res lažje, da vem, da je v službi nekdo, ki se res lahko pol tudi iz te strani obrnem na njega. In mi v bistvu konec koncev je šefica, pa v bistvu tudi konec koncev v privat življenju prijateljica in mi je to dejansko res top. Mi dve se imava z Uršulo. Res je. Sva kolegici in sva prijateljici, si lahko se poveva. Mama brez vsaj ene mame, na katero se lahko zanese, ali pa svoje mame, to se mi zdi neprecenljivo. Res težko zvoziš tisto prvo leto, se mi zdi. Ampak Jerneja, ti si zdaj omenila, da se tisti, ki se nočejo prilagajati mamam, da pač se umaknejo. Ampak zakaj bi se morali vedno drugi prilagajati nam? Se tudi, če smo mame, ne pomeni, da bi, da si omejiš življenje s počitki otroka, ker pri tem pa res dobim pa jaz ošpice. Ker samo šteješ te počitke, bo pač spal pol ure pozneje, ljubi Bog, bo pač imel banjo pol ure pozneje. Nisem v bistvu mislila na to kot prilagajanje, da sem jaz zdaj mama pa moj način življenja in tak, ampak kot tist, da so sprejeli, da imaš ti zdaj drugačen življenje. Da si ti zdaj tista, ki pa ne ušmela glih ob 10 zvečer cajt jet na kafe, ker pa se je tebi glih nekaj naredil, daj napiš mi message, če odgovorim zjutraj ali pa sredi noči, ko se otrok zbudil. Zdaj pa nekateri se pač dejansko umaknejo sami po sebi, zato ker nimajo več tvoje pozornosti, več toliko, da zdaj pa nimam jaz od Jerneje več 100%. Vprost. Ne, ampak jaz vam tudi recimo pomislim nase in morda sem kdaj komu preveč zatežila s tem svojim otrokom in mu greš na živce, pač tistemu, ki nima otroka, pač mu greš na živce. Zdaj smo tukaj same mame, ampak vam gre na živce kdaj, da ne vem, vam druge mame skozi razlagajo, kako je imeti otroka, pa res nimam časa, po drugi strani pa čas imam samo od 14. do 18. v petek 13. ker sicer se pač ne moremo organizirati, srečanja postavlja v, ne vem, koledarje, nefleksibilni, rigidni urniki, rigidni starši. A vam gre to na živce, kljub temu, da imate otroke? Jaz sem se nasmejala to, kar si rekla čist, točno se že zmeniš. Jaz sem imela tudi eno, v bistvu sva v času nosečnosti se bolj povezali, sva sicer prej delali skupaj, ampak pol sva imeli obe januarja rok, skupaj hodili na šolo za starše in naneslo je tako, da imamo praktično po letnicah enak otroke, mislim, malo zamikano, ampak tudi 4 otroke in mi smo že navajeni, da pač se slišimo, če imamo čas takrat in takrat, tako s klicajčkem, saj vemo, da se nas mora 12 uskladiti in biti zdravih. In že vemo, da lahko se to zgodi iz danes na jutr, da nam bo uspel, lahko pa da ne. Tako da se mi zdi, da se zelo navadiš neke te prilagodljivosti, pa izdale na zdale je bolj verjetno, kot se bova drug teden slišale, če se bova ujele. Ne bova se. Lahko med drug teden se slišva v ponedeljek za torek, to zna iti čez, iz danes za drug teden v sredo verjetno ne. Tako. Neža? Meni zdaj ne gre na živce to. Mi je pa prej šlo, prej sem imela otroke. Priznam, da mi je šlo. Točno to. Na živce mi je šlo tudi, če sem dobila z eno prijateljico in je ona prišla z otrokom in vsako vprašanje, ki me je vprašala, niti enkrat nisem odgovorila, da bi bil moj otrok slišan, zato ker je pač skozi nekoga lovila. Zdaj to totalno štekam. Ampak takrat sem bila come on, a si ne moreš zrihtati varstva za pol ure, pa da imamo nek koherenten pogovor pol ure. Pač, res, no. Ampak zdaj to totalno štekam in tudi štekam te
fluidne plane in z frendicami, ki imajo otroke, je valjda vedno ta disclaimer zraven, ja, smo zmenjeni, ampak glej, anything can happen. Tudi razumeš, kako škodljiv je 15-minutni počitek v avtu in tempiraš vožnjo in časovno okno glede na otroka ali ne? Zelo odvisno od tega, v kakšni fazi je. Zdaj so zelo spremenljivi ti ritmi in če je tako, da vem, da bo res po domače pizdarija, če ne odspi Prva kletvica v šali za starše. Ali pa če sem recimo zmenjena z nekom, pa tik preden gremo doma, to je bilo na porodniški, da je ta mali zaspal, pač valjda pokličem, zaspal je, ne bom ga zdaj budila, ne lovimo aviona. Ampak čist, probam pa vseeno imeti neko življenje, da se ne vrti ritem izključno okrog spanja in super hranjenja. Nika? Kaj pa vem, no, jaz mislim, jaz bom rekla tako, preden sem imela otroke, sem bila bistveno bolj nastrojena in nerazumna do ljudi, ki so jih imeli. In mogoče je to žalostno, da sem zdaj enako nerazumna do njih, ki jih še vedno nimajo. Ampak tako včasih imam občutek, tako bom rekla, jaz se zelo zavestno trudim, da v družbi, če sem z ljudmi, ki nimajo otrok, da ne govorim o otrocih. Sem tudi ena tistih mamic, ki sem komaj čakala, šla nazaj v službo in sem rabila kakšne druge teme kot plenice, pa kašice, pa ne vem. Kava v miru, kosilo, brez kričanja. Topla kava. Bravo, Lucija. Tako, in bom rekla tako, da to se zelo trudim. Mi je pa včasih, bom rekla, mi mečkam stopi na žur, ko recimo jaz nisem spala že en teden, pa pride sodelavka pa reče, koliko sem pa jaz danes utrujena. Sam se ni ona kriva, da ti nisi spala na teden. Vem, in tudi nikoli nič ne rečem, ampak tako nekje v meni je pa tako, če bi ti vedela, ker jaz nisem spala danes eno uro v kosu, ampak okej, vse je v redu, zen, gremo naprej. Tako da, bom rekla, to je tako, no. Ampak ja, vsekakor bom pa rekla, da do ostalih staršev ti pa mislim, da zelo, zelo zraste sočutje. Če sem prej imela zelo nekako začrtano, kakšna bo vzgoja, kako bomo delali, pa kako ne bomo delali, mi je zdaj dosti bolj jasno, da nekaj, kar gre par meni čez, par nekomu drugemu ne gre in da so si ne samo starši različni, ampak tudi otroci in da pač nekako, bom rekla, zelo zavestno se trudim ne soditi, čeprav se mi zdi, da imamo to nekako cepljen, da na prvo žogo počnemo. No? Ampak, okej. Je ne? Ja, sam kimala sem zdaj, sem se čisto strinjala z njo. Dejansko vsi po mojem, preden smo imeli otroke, pa z drugega videl, kaj tam neki trmar, moj pa nav tak. Ja, valjda, da nav, siguren. Prelej bo enkrat siguren tam začel cepetati. Ampak ja, mislim res, po mojem si nobeden od nas ni znal predstavljati res realno, koliko se nam to življenje spremeni. Saj se mi zdi, da socialno probamo vsi nekako vsaj malo še voziti po tisti poti, ki smo vozili prej. Tudi jaz se spomnim, ko sem zanosila, pa nekaj seveda potem začneš pogovarjati, pa to bo treba kupiti, pa jaz našem, pa saj ni problem, prodam specialko, sem s njo pol leta prej kupila, 2 jurja imava v denaru in on mene gleda, če boš ti prodala specialko, pol smo mi na dnu, ker ti, ko boš rabila, sam vozi na kolo, ker tole nam kamor šlo. Ne. In dejansko se res tudi trudva nekako tako dobro, zdaj pri drugemu ne, pri prvi nama je to veliko bolj ratval. Moj vem, da je tisti let, ko se je ta prva rodila, si je zadal, da bo še zmeri bil 111-krat tam pri nas na Osovniku in je pač dejansko res bil 111-krat na tistem hribu. Ampak ja, se mi zdi, da tle pri tem socialnemu življenju je dosti tudi to, koliko nam pač partner pomaga. A nam, dajmo v narekovaj, a nam dovolj tisti petek, da jaz zdaj grem za 2 ure, Neža svaka čas, da si vzameš dopust zase, to si moram začeti, to si nekam zapisala. Takrat me ni me, zjutraj spokala in me nav do večera. Ampak res, tle se mi zdi res tista pomoč partnerja veliko pomembna. No. Ali nas spusti, ali v narekovaju spusti, da gremo v hribe, da greš na kavo, da greš na kolo, da greš pač nekam, ali pa sam v šoping, ali pa sam sedeti na sonce. Ne. Jerneja, pa imaš zdaj 111 bonusov za ta hrib, ali veš, si ga čakala doma in gledala na uro, kdaj se bo predeval že 83 z tega hriba, ali ne? Ne.
Mu bom pa dala to za poslušati, ko vas zdaj le rekla, da imam jaz to 11 bonusov. Nikoli več si ne bo pomogel. Sama veš, kva začel. No, dajva štet, mami, kolikrat bila zdaj na Osavenku. Se veš, da ta teden nisem mogla, če si bil ti popoldne. Ja, no, kaj pol, dajva, ne? Ne, ker govoriš o tem, kako je treba drug drugemu omogočiti, ampak kako se to omogočiti brez obsojanja. Ja, ne, se on je tudi, pa drugače je tudi tako, ne. Meni je on ful, mislim, najno mišljenje je bil, da če otrok spi, zakaj njega oba dva gledava. Ja. Pejt, pa sem kdaj tudi jaz šla na sprehod sama, brez otroka, tudi zdaj še grem sama, brez otrok na sprehod. Ok, na kolo še nisem usedla, ampak tudi to še moram, ampak dejansko, pač to je bilo takrat, zdaj pa ta drugmu še ni. Mislim, da je bil 3-krat na Osavenku, eno leto pa pol, revaš bogi. Mora se dati več. Prosim reči 8, ko po domač se reče 8 in... Osavenk? Ja, Osavenk je. Osavenk? Ja. Osovnik. Je pa dobro, da se navadi. Ne veš, ko pa pride kakšen Ljubljančan, ki pa tle Osovnik z L-jem, ja ne niga, tle je samo Osavenk, če češ, ali pa Pološko Osavenk. Ja, evo. Lucija, kako si to omogočiš? Brez nekega polaganja računov, zamerljivosti, se veš, ne, tudi to hitro pride, ko si zelo utrujen. Se mi zdi, da z leti vedno lažje. Čeprav pri nama je tako, da je celo pri meni mož tisti, ki je lažje in več meni omogočil, da sem šla. Če si šla pri 11 mesecih. Ja, ve, da rabim, da sem pol boljša mama. To. Tudi v bistvu vseh teh letih materinstva sam en let mislim, da nisem bila aktivna pri Maroltu, pri folklorni skupini. Sicer ne plešem več, ampak vse enkrat na teden, tiste 2 uri pa nastopi. In ve, koliko jaz to rabim, 2 ure tega, da grem, pa da pol pridem, pa sem boljš. Mislim, tako sem napolnjena, ne, da sem prej slabo, pa da rabim iti, ampak... Razumem, čist nekaj, da imaš, ki te hajpa, ki ti da nek socialni krog, ki mogoče niso mišljenice iz vidika v isti situaciji, ampak čist drugač, ko prideš nekje in si enak drugim, mogoče to, ker nimaš pač otrok s sabo in si mama, ampak si pač ženska v tisti situaciji. In se mi zdi, da sem jaz, tako, Lucija sem. In mogoče sem celo jaz večkrat in dlje rabila, da sem moža znala podpirati pri tem, da ima on tam musko, pa da rab doma naštimati tune efekte, pa zvadati stvari, ki pač, jaz sem imela v mislih, rabiš, vsak teden imaš 2 uri vajo, ok, takrat te ni, ampak ne, v bistvu, če hočeš iti na vajo, moraš biti pripravljen, torej moraš doma si vzeti in tukaj sem jaz rabila leta, no, tako, da zdaj rečem, pač razumem. Jaz imam pa tudi, imam hrib in rečem, 2 uri rašica, ok. In sem se nasmejala to, kar si rekla, za 2 uri gledati otroka, ki spi, da dejansko, ko je bila 4., ki je otrok, ki bi jo privošla vsakmu od poroda naprej, je bilo po pravilu, ko sem jo dala spat, podojila, je zaspala, spala. Ko sem jaz šla čez vrata, se je ona zbudila. Če sem bila doma, je spala naprej, če sem šla čez vrata, se je ona zbudila in v bistvu jo on dal sam v bobo in rekel, šla si čez vrata, spi naprej v bobi, pri meni pač on je delal za računalnikom, ampak tako, no, se mi zdi, da pogovor, razumevanje in biti ekipa, no. Ja, partnerja omenjamo zdaj že nekaj minut, ampak kako je pa s to intimo, s partnerskim odnosom, z bližino, ko enkrat pride vmes otroci, postane vse to stvar dogovora, nekih urnikov, ni več spontanosti, kako se zbližati s partnerjem ob tem, ko pač pride novo bitje v to skupnost? Neža, sveža. Sveža mama. Ja, definitivno to je tudi ena stvar, ki po mojem te bolj preseneti, kot si oziroma bolj udari, kot si predstavljal, da bo udarilo. In definitivno je ful manj nekih spontank in dejansko zahteva ful več odločitev in eforta in truda. Tako da Se kdaj potuhneš in raje zavlečeš v spalnico, ker si utrujena in brskaš po Instagramu? Ne, ok.
Lucija, ti imaš 4 otroke, kako ohranjate to intimnost, kako ohranjate z možem neko to bližino? Zdaj imaš že tudi velike otroke, nekako. Dodatek izziv razumevanja. Ja. Spet se mi zdi, da so tukaj leta, ki naredijo svoja. Je pa od začetka to, da sva midva osnova, da je to najin odnos in da midva morava štimati, da sva boljša starša, da sva najprej partnerja, starša. In se mi zdi spet še ena reč, ki mi je pa zdaj ušla. Evo jo, prihaja. Se mi zdi tudi z leti, ko sva se naučila in res osvojila jezike ljubezni in sem jaz res dojela, da je njemu dotik plus tega, da je on moški, a ne? In vemo, da je dojemanje spolnosti pri moških drugačno kot za nas, za ženske, se mi zdi, da je meni ful lažje mu prideti nasprot. In včasih, lih to, se ne potuhniti, ampak reči, jaz vedno rečem, ne vedno, tako včasih, ko se mi res ne da, pa sem res utrujena, pa tako, nikoli mi ni žal, da sem se malo potrudila. Pa bila tam zanj. Nika? No zdaj tako, jaz moram priznati, da najno prvo leto pri prvi deklici je bilo verjetno res katastrofalno za naju, ker pač najna prva punčka se je zbujala skoraj da po pravilu na 45 minut. Se je hotela dojiti in potem je kar nekaj časa trajalo, da je zaspala nazaj in potem se je čez 45 minut zgodba ponovila. In jaz bom rekla tako, jaz kolikor sem 9 mesecev v nosečnosti uživala, sem tistih prvih 9 mesecev zelo obratno od tega. Imela sem tisto bitje, ki sem ga imela najrajši na svetu, ampak me je pa toliko trudila, da nekako se mi je zdela, kadarkoli je hotel partner nekaj od mene, se mi je zdela, da je samo še nekdo, ki nekaj rabi od mene. Jaz pa že tako nisem imela več česa zadati, bom rekla. Tako da tisto prvo leto je bilo res tako, potem je pa, bom rekla, se mi zdi nekako tako, kot si na začetku rekla, nekako je to postalo nekaj, kar se pač da v urnik. Kakorkoli se že to sliši grozno, bom rekla, mislim, da za moj princip delovanja je to celo v redu. Bom rekla, meni to celo odgovarja. V principu pač, da sva zmenjena, kateri dnevi so nekako namenjeni nama ali pa ne vem tako, pa kateri niso. Ampak Nika, ni to je verjetno kak zmenek, pa greva nekaj pojesti, ali je to samo... To je vse sorte. Aha, To je vse sorte in jaz moram reči, da moji možgani, sploh zdaj, ko imam 2 punčki, ki je pa še nekaj obveznosti in tako, ki je skozi eno planiranje, bom rekla, meni je to všeč, da so določene stvari stalnica in nekako vem in se lahko pripraviš in se lahko potrudiš in bom rekla, nekako v tem ne vidim toliko nekega, spet je odvisno od človeka. Ljudem, ki veliko pomeni nek spontan trenutek, verjetno to ne bi funkcioniralo. Jaz se pa v spontanih trenutkih tudi prej nisem prav dobro počutila, ker sem rada pripravljena na stvari in mi je tudi to čisto okej. Bom rekla, imam srečo, se mi zdi, da tudi partnerju načeloma to odgovarja. Seveda se zgodijo spontane, nepredvidene reči tako, kadar je priložnost, ampak pač teh priložnosti je dejansko manj in to tako je. Hotela sem mogoče samo še to dodati, kar se pa tiče podpiranja, da greš nekam za uro, 2, je pa ful se mi zdi odvisno od interesov oziroma kako razumeš. Tako, če povem na konkretnem primeru, recimo mene moj partner z lahkoto podpre in bom rekla, mi omogoči, da grem v fitness, ker tudi sam hodi v fitness in nekako razume, kako to deluje na človeka in on to lepo spreme. Veliko težje pa razume, da jaz recimo včasih bi šla na kavo s kolegico čvekati. To vas zelo težko dojame, ker on v življenju ne bi šel čvekati, a ne. Tako da tudi jaz sem že premenila mojo najboljšo kolegico, ki imava isto stare otroke, midve si pač cirka enkrat na leto ponavadi za njen rojstni dan obe vzameva dopust in greva na brunch. Bravo. In to je to. Nika, ko govoriš o tem prvem letu, govorila si o nečem, kar poimenujemo v angleško govorečem svetu overtouched, overstimulated. Skratka, ves čas nekdo visi na tebi in potrebuje tvoje telo, ker dojenje je pač razdajaš svoje telo za tisto bitje, ki ga imaš seveda najraje na svetu. Kako potem preklopiš, da pa potrebuješ nek drug dotik, druge vrste, ki je seveda romantičen, erotičen, kakršenkoli pa že? Kaj se sebe tudi vidiš potem kot neko seksualno bitje, ko imaš enkrat otroka? Zelo težko se vidiš, vsaj na začetku. Spet
definitivno, vsaj dokler dojiš, pa jaz sem dojila kar dolgo časa, je bil to en tak konflikt v možganih, a ne, ker je nekaj, kar je Namenjeno mojemu otroku hrana, je pa mojemu možu žurka, ne, mislim tako. Ok, vse lepo in prav, ampak to sta dve čist kontradiktorni vlogi in dati to na en organ je bilo ok, ampak kaj bi rekla, jaz moram res priznati, da ko smo prišli do tega, da smo vsaj majčkam bolj spali, jaz v trenutku, ko sem bila majčkam bolj spočita, so se zbudile tudi druge želje, tudi potreba pobiti še kaj drugega, ker ko si tako na koncu, ko si tako izčrpan, jaz sem nabila sam poslo, pa da se me nihče ne dotakne in to je to. Bom rekla, mislim, da se je to začelo vračati, da se ne vem, mislim, da sem še dojila ta prvo hčerko, ko se je tudi to že začelo vračati, ker je pa tudi zelo različno. Moja prva hčerka razen dojenja ni bila zelo taka, da bi se me držala, ne? Ker recimo ta druga pa je taka, ta druga bi pa bila skozi na meni nalepljena, ampak bom rekla, v drugo je bilo pa spet že lažje, ker sem nekako vedela, kaj se dogaja, tudi on je vedel, kaj se dogaja in potem se malo lažje drugega razumeš. No. Je pa ta konflikt, da prideš iz tega, da si pač hranilnica, pa do tega, da si nekaj seksualnega, zelo težko se mi zdi preskočiti. Ampak pri meni sigurno stikalo je, da jaz dobim 5 ur spanja v kosu, to je dober začetek, da bom jaz lahko tudi nika. Upam, da bo poslušal partner, da ti bo pustil teh 5 ur spanja. Jerneja? Kaj 5-10 bo mogoče. Po mojem bom kakšno lekcijo od Lucije vzela. Verjetno sta že malo dal skupaj, pa midva. Lucija, koliko? Lep čas, ne? 2,9, 16 bo? Ja, bravo, 2,9, jaz tudi. Čestitke. Midva 6. Ja, 6. Ja. Ups, 6, ja. Pa ste že rodila, viš, 2 otroka. Ja, jaz sem, zdaj jih bom 36, ja, lih po 30 pol smo s tem vse začeli, ampak jaz sem takrat kar rekla, zdaj pa ali bojo otroci ali pa pač kar lih pri 40 jih ne mislim imeti. No. Pač ja, tudi pri ta drugmu so nekaj, če se do 35 ga ne primejo, smo kar pa enemu ostali. Pač tako je. Ja, partnersko življenje. Drugače kar zabavno. Mislim tako, ko naj rečem. Midva so drugače kar žal, ker ni bil še moj zraven prišel, ker to bilo drugače kar zabavno, ampak pač šihta glih ne more vsak zamenjati. Si želeli slišati še kakšno stvar iz moške perspektive? Moj se zmeraj heca, da če hočeš imeti najbolj naravno kontracepcijo, naredi otroka, ki pol že 1 let itak, kvaj s tabo, še to naj počnem zdaj s tabo. Pač dejansko. Ampak ne, pa se mi zdi drugače, tako kot je rekla Lucija, da če med partnerjema ne štima, ne bo štimal nič. In včasih je treba požreti, tudi če smo že zmatrane, še tistih 10 minut, 15, 20, pač jaz ne vem koliko, ne. Da pač ugotoviš, da dejansko je samo obema malo manjkalo, da sta malo skupaj. Včasih je treba se sam pogovarjati. Ligzance nama enkrat naredili, da sva sedela na kavču, imela alkohol sicer, no, ampak ne bomo zdaj o tem, ampak debatirala. Nisva rabila drugega. 1 uro pa pol sva sedela in debatirala o vsem mogočem, ker pri nama se še to pozna, da on dela v turnusih in včasih, sploh kadar je on popoldne, jaz zjutraj pač ne vidva se nič. Jaz, ko on pride ob 11, gladko že spim. In po čas, ko me prav zjutraj pokliče, čau mami, in kak si? Evo, v redu. In včasih res sede sam pogovor. Včasih sede sam to, da se sam stisneš, včasih pa sede na hitrco, pa pri meni tudi spontano prid pa naredva takle. 1, 2, 3, deva, zdaj imamo 5 minut cajta. Preden se kdo zbudi, greva akcija, ne. Tako da, ja. Bi bilo pa res zanimivo slišati zdaj zgodbo iz moškega vidika. Mogoče lahko tonskega mojstra pokličemo. Damjan. Šala kliče Damjana. Ne, on preverja, če je dober zvok, tako da ga bomo danes pustili pri miru. Ampak ste kdaj zamerile partnerju, ker, ne vem, prvo leto si
mama je vse skozi vpeta v to hranjenje, previjanje, kopanje, sistematski pregledi. Vse je mama, ne. Prvo leto je res mama in on je šel v službo, imel tale mir in potem prišel domov in na koncu si moral še za njega skrbeti. A se vam je to kdaj zgodilo? Ste kdaj zamerili svojemu partnerju, ker ima tisto možnost, da gre? Iskreno, ja, momentalno. Jaz sem se mogla precej potruditi, oziroma se moram še vedno, da nisem občasno zagrenjena zaradi te neenako vrednosti. Sej je tudi lepota v tej neenako vrednosti. Dobiš najlepše in najtežje stvari, no, kot mama. Ampak mene je predvsem dostikrat zabolelo to, da on je krasen oče, ampak on si lahko zbere, kdaj bo. Mama je default, pač ko ne bo noben drug, bo mama. Karkoli je za narediti. In to, ja, mene je predvsem to motilo, da pač, če jaz grem od doma, moram, ne vem kaj vse zorganizirati, splanirati, on pa sam gre. Te je presenetilo mentalno breme starševstva? Ja. Ker mene je. Ja. To, da težko živiš trenutek, ker je veliko stvari, ki jih moraš predvideti. Jaz bi rada še enkrat šla čez ta čas, pa da ne bi rabila razmišljati zraven, kdaj bo kaj in kaj moram s sabo vzeti, da bi lahko samo čudila se svojemu otroku in sem gledala, kak je lučkan in se mu smejala, ko je smešen in to si ful želim. Pri nama rucak vedno jaz nosim. Ja, zadnjič me je vprašal, kaj si želim za rojstni dan, pa sem rekla, si želim, da bi na meni vikend on splaniral in da bi ves mental load on bil, on nosil, Prevzel. da bi jaz tam sedla se zraven in sam lepi del pobrala. To me je precej butnilo. Lucija? Mogoče se res poznajo že leta. Ker meni se zdi pa, da ja, absolutno, velikrat sva se zapela za take stvari. Mislim, tako precejkrat, tudi precej glasno in tako, pač ne sicer pred otroki, ampak tako midva. Se mi pa zdi, da je ful lažji, ker sebe in partnerja bolj spoznaš, ne samo tistih, kaj ti ne, ampak predvsem, kaj ti vse narediš in jaz tega ne zmorem. Pač pri nas je zadnjič 9-letnica praznovala in sem rekla, lej, zristam hrano, za pit, vse napišem, balone, ja, ampak ti zrihtaj orientacijo po Domžalah. Pač, ker veva oba, da je on v tem toliko boljši in je meni to toliko bolj naporno in po drugi strani njemu iti v trgovino po 15 stvari je tako, zdaj pa rabam skoraj da ne dopust, da bom jaz to vse najdu. Koliko klicev dobiš? Ja, mislim, iz trgovine? Ne, načeloma ne, sem pač več časa raba. Ne, in že razumevanje, v čem si boljši in kaj bo tebi manj časa vzel, je pač ful dobro. In če si jaz želim na izlet, da nekam gremo, reče, lej, ti povej 3 lokacije, pa bom jaz izbral, pa jaz zorganiziral. Ja, ti pripravi hrano, pa take stvari, pa za preobleč za stvari, zato ker drugače bom imela tretja od 3 komplete, ena pa nič, ne? Ampak lih to, no, zavedanje, v čem je kjer dober in ponavadi smo lih kontra po pravilu in v tem se lahko dopolnjujemo in je ful lažji in ful lepš, če sta pač dva, ne? Če je ta možnost in privilegij, se mi zdi. Lucija ima veliko modrosti. Pa Lucija, te je presenetilo sicer, če se spomniš za nazaj, koliko stvari pride z otrokom, ki jih je pa treba predvideti, pa planirati, pa urediti, pa imeti zavedanje, ko pripravljaš obrok, česa kdo ne je, kaj imamo v hladilniku, kaj v shrambi, kaj je treba nakupiti. O tem govorimo, ne govorimo, da je težko pripraviti večerjo. Ne? Težko je pripraviti večerjo ob zavedanju, da en pa polente ne bo jedel, da bulgurja več nimaš na zalogi. Skratka, te stvari, a te je to presenetilo? Se mi zdi, ta prvemu, ta drugemu si še zelo prilagodljiv, pa se prilagajaš. Polka jih je pa več, ko nas je več, pa rečeš, lej, pač to je dan za večerjo. Ok, je sobota, ko imamo več časa in vsega in si lahko zmišljujemo malo bolj. Če je pa nek čas, ne vem, šolarja pač morata jesti zajtrk, vrtčevke ma ni treba. In če ti nekaj ni všeč, prav pač ti ne rabiš jesti, ti imaš čez 20 minut zajtrk v vrtcu in se ne bom jaz te prilagajala, ne. Imamo neke stvari, ki vemo, da jih jemo vsi, moram potrkati, nimamo nobenih alergij in ničesar.
Pridejo pa faze v vrtcu, ko en ne je graha in cela skupina ne je graha, in ne jejo korenja in cela skupina ne je korenja, in čeprav so prej jedli grah iz konzerve, zdaj kar naenkrat ne jejo graha in so tako ful dober. Ampak pa tudi mogoče za dneve, ko veš, da bomo res, ne vem, za soboto, nedeljo, ko vemo, da smo doma, so mogoče tiste stvari, ki vem, da jih imajo res radi. In spet, če je nekaj, kar mogoče nimaš toliko zelo rad, probej. Mi imamo sploh enega malo bolj špičastega. Ni problema, ampak probej in boš videl. In tudi ugotavljam, da če je on zraven pri nakupih, govorimo o našem fantu, če je on zraven z mano v trgovini in mi pomaga in sodeluje pri tem, ali pa še zraven kuha, je ful večja verjetnost, da bo on tudi to jedel, kot če pač dobi sam na krožnika. Ne? Res je. Se mi zdi tudi ta udeleženost. No? Pa, mislim, jaz vedno rečem, če bi ti vedel, kako je naša mama, ki je vojno dala čez, pa kuhala tisto res, kar je imela v hladilniku, razumem, da ti ne pa sali jesti, ampak se mi zdi, da smo lahko hvaležni, da res lahko gremo samo v sosednjo trgovino in kupaš in načeloma nekaj okusnega skuhaš. Res. Nika? Mentalno breme. Pa jeza na partnerja? Ja, no, vse to sem že, se mi zdi, omenila. Ja, definitivno to mentalno breme nekako nisem bila pripravljena. Pa, to pa se mi vsem zdi, da je ena stvar, ki z večjim številom otrok pač raste. No, nekako prvi se mi ne... Mislim, ja, bilo je en kup enih novih nalog, ki sem jih imela, ki se mi je vsaj v začetku zdelo, da jih nekako ne znam dobro sfurati. Pa sem se nekako utekla in je šlo, pa potem z drugo je ratalo tega malo več. In se mi zdi, da je tega še vedno veliko in podobno, kot si rekla, Neža, jaz bi tudi si zelo želela, da bi nekdo mi splaniral izlet in samo da grem, lahko pripravim hrano, obleke, samo da mi ni treba študirati, kaj bom vzela s sabo, kdaj bom ostala, kdaj moramo iti od doma, kdaj je treba tam, ne vem. Bom rekla tako, vse to bi mi bilo zelo fajn. Mene so tudi, me kolegica vprašala, kaj bi za rojstni dan, ker ne vem, šla bi v Portorož na kavo, tako, brez vlažnih robčkov, tako, ne, brez krvi. Kar se pa tiče zamere partnerju, je pa tako, čist iskreno, sigurno na začetku ja, ker meni se je v bistvu zelo, meni se je zdelo, da se mi je zelo porušil svet. Jaz sem iz tega, da sem vedno lahko šla, kadar sem hotela. Poleg tega sem tudi nekako študirala v tujini, nekako imela sem to, da sem bila vse povsod, prišla do tega, da sem bila zaprta v tiste 4 stene in bila obvezna tam biti, ne glede na dan, noč, praznik, ne vem, karkoli. In recimo jaz se zelo spomnim, da sem šla, se pravi, rodila sem 19. novembra, pa sem šla pa enkrat sredi decembra, ne vem, sva rekla, da bo jedla pico za večerjo in sem si izborila, da grem jaz po pico. To je z avtom, ne vem, 5 minut. Ampak jaz se spomnim, da sem se peljala in sem prvič videla tako v decembru lučke, so wow, kako je lepo zunaj. In jaz pač meni tisti 10-minutna vožnja po pico pa nazaj pomenila cel svet. In bom rekla, mogoče šele po tistem, ko je recimo on v torek zvečer spakiral in šel na fuzbol, tako... Mislim, ti greš ven med odrasle ljudi, početi nekaj drugega, kot menjati plenice, kje je tle poštenost. Ampak sej ne vem niti kdaj točno se je to popravilo, se mi pa zdi nasplošno, da moški tudi se počutijo na začetku zelo neuporabne oziroma mislijo, da so neuporabni oziroma imajo velikega strahu. Sej kot da sem jaz dobila navodila, ne? Ampak vseeno, nekako imajo oni več tega strahu in potem tudi oni pridobivajo na samozavesti in če dalje več stvari na svojo pobudo prevzamejo in bom rekla, se nekako to spelje. No? Na začetku pa sigurno. Kdo piše zdravnici, kdo daje v koledar dogodke, kdo gre na roditeljski sestanek? Pišejo zdravnici jaz. Gre pa on, ne? Gre pa on. Ja, to vem jaz tudi. Fino. Pač tako, dobro, da je soseda, da sploh ve, kdo je. V večini primerov res on vozi otroke k zdravniku, k zobarju sploh. Ker če bi jaz peljala otroka, bi verjetno ga samega pustila, jaz ušla, ker se pa zobarja bojim. Tako, zdaj, ko razmišljam in ko študiram za nazaj, kako je bilo, prav spomnim se enega momenta, pri meni je moj partner ful pomagal. Pač tako, kapo dol, res. V enem momentu me je res moja mami vprašala, ko sem otroka previjala v ta prvo, Jerneja, a še znaš?
Ja, ne, če se pa dec skoraj da ne tepe za to, da je šel previt. Pač res, res in bil je moment, po moje, ki je bila starejša, stara, tam en let pa pol, je bil moment, ki je bilo res sam ati. Ker sem se tako prav počutila, kva pa jaz? A pač jaz nisem dobra, ampak ja, dejansko je z njima, tako kot smo se že prej pogovarjali, vzame on nego. On je tisti, ki je z njima doma, ko sta otroka bolana. In verjamem, da se v neki točki tudi navežejo tudi na drugega starša. Tako bom rekla, mogoče je tudi ta razlika, da jaz dojila nisem nobenega otroka, nažalost nisem mlekarca, ne me narobe zastopati, ampak pri meni je bilo to tako, oba dva ful velika, pa težka otroka, pri mojih 1,58 m, ta prva je imela čez 4 kg, pa 51, ta malo 3 kg 754, tako vsi, kje si ti to imela. In se prav spomnim, ko sem ta prvič prišla k pediatrini, prvi pregled pri prvim otroku in ona, kako pa futer, ne, pač in jaz tako s strahom dodajamo. In me ona pogleda, gospa, vi imate toliko težkega otroka, ki ga imajo mamice pri 3 mesecih, kaj ste vi pričakovali, da jo vaše joške kar butale tisti mlek ven, pa glede na vaš porod, ki ste ga imela, tako in jaz tako, okej. V redu, ne delamo res nič narobe. In je malo drugače to, da je tudi sredi noči pač partner vstal, šel on po mlek in on dal otroku mlek in je ta malo pri njemu zaspal oziroma ga je pač odložil v posteljo in se je vrnil pač nazaj k meni v posteljo, ali pa kakorkoli. In jaz moram trkati, da res, kar se vsega tega tiče starševstva, me je presenetil pozitivno. Nisem si pričakovala, da bo to kupet vse in mi je to dejansko res ful všeč. Pa všeč mi je to, ko se pogovarjava o vzgoji, o tem, kaj dela on narobe, kaj naredim jaz narobe, ko me opozori, Jerneja, danes pa ti ful hit ven padla. Daj malo relax, ne. Pa včasih je v kontra in zanj me kliče, ti, meni bo se živce požrla, se kadej, vdih, izdih, kva si ti živčen, se veš, da je ona še bolj. Ni bilo 10 minut, mi pošle, zdaj je v redu, bejš. Ampak pač ja, moram trkati, res trkam, ne vem, kjer največji zvon na svetu. Ful vam vsem 4 hvala za vse te modrosti, za deljenje vaših izkušenj. Zagotovo bo za ogromno mam in tudi očetov to zanimivo poslušanje. Nekaj ste že namignile, kako se sicer umikate oziroma sproščate. V bistvu, rabite svoj mir, kdaj začutite, da rabite svoj mir, kako ga poiščete, ne vem, binžete kdaj serije, berete knjige. Mislim, da ste ugotovili, da fišava, ne? Za neke predloge. Midve sva požrli serijo Working Moms, ne vem, če poznate, priporočava, odlična, ki pač prikazuje to naše realno življenje delovnih mam. Ampak imate kakšen predlog, da lahko damo v zapiske? Jaz nisem ne za serije, ne za knjige. Ne vem, že od nekdaj ne. Pozna se, da sem pač v mladosti bila vpeta v šport in nisem imela cajta za to. In me tudi danes še ne knjige, ne... Karkoli, kar te sprošča. Ja, pač šport. Pa tudi, če je to sam sprehod tamle dol za vodo. Pa res mi je zdaj všeč ratal, ker je ta mala že toliko več, 4 leta pa pol, ko greva skupaj na sprehod in dejansko 1 uro pa pol govoriva. In se res z njo lahko pogovarjam tako, wow, kaj sva se midve danes vse zmenile. In tudi, če greva same, ali pa dobro, ta malo ga dam v voziček, pa pač greva, pa se moja glava sprošča. Pri ta mali mi je pa všeč, ko razlagam pa tako in mi je tako, sam da grem ven in sem komaj čakala sonce. Ne maram vročine, tako da tole naj ostane zaradi mene do oktobra. Imam drugače zelo rada sneg pa minus, ampak ne vem, tile zime po moje ne bojo več moje. Moje se mogla malo na sever preseliti za 3 mesece. Ampak ja, v mojem primeru šport. Oziroma, dajmo reči, luft. Okay. Nika? Ja, no tako kot sem že prej rekla, jaz
najbolj nekako se sprostim, pa zresetiram psihično, definitivno na treningu. Jaz pač hodim v fitness, kolikor se pač da. Pred otroci so v bistvu tako so se z možem spoznala, so oba trenirala powerlifting in še vedno pač dvigujem uteži, kadar grem v fitness. Zdaj to definitivno pusti en davek na moji utrujenosti, ampak nekako za psiho se mi pa zdi to, ne vem, en krasen reset. Mogoče čisto drugo skrajnost je pa ena taka stvar, ko jo počnem, kadar včasih, jaz 2krat na teden delam od doma, pa tudi moj mož sicer dela od doma, pa včasih se zgodi, da kam gre, pa da sem doma sama kakšno urco in takrat si spustim kakšne karaoke in zraven pojem glasno in to res sede. Jaz sem včasih se učila tudi malo peti, ampak imam odvedno preveliko tremo, da bi kdaj to tako kaj počela. Ampak tako zame, kadar sem čisto sama doma, je pa vrhunsko in priporočam. Sicer pa ja, definitivno zvečer, ko si totalno utrujen, je kakšna serija ali pa kakšen, moram priznati, da me TikTok zadnje čase nasmeji grozno. Če sem pa še mečkam pri močeh, pa zelo rada preberem kakšno knjigo. Res je, da so zadnje čase tematike starševstvo, pa osebna rast, pa čuječnost, pa tako naprej, ampak kljub vsemu je to veliko enih naukov, ki jih lahko zelo hitro daš v prakso, pa ti pomirijo tudi kakšen tak hektičen dan. Lucija? Pogledam kakšno serijo z veseljem. Včasih se mi samo zdi, da če porabiš preveč časa, da najdeš nekaj, je pač škoda časa in tako, no, če je neko priporočilo. Kaj si nazadnje pogledala? Nazadnje sem na RTV-ju Neki normalni ljudje. Sally. Ja. Pač ne morem gledati v sredo zvečer ali kdaj že je, ampak pol pogledam za nazaj. Tako, če bi mogla, Band of Brothers je vojaška, ampak je serija, ki sva jo pogledala večkrat, pa je tako, nama obema fajn. Zagotovo še kakšna, sam sem zelo slaba z imeni. Sem vizualen človek, ampak imena pa z leti vedno težje. Tako da to glede serij. Po 9 letih branja večernih pravljic sem končno začela brati tudi kaj drugega. In sem lani osvobojeno, tako med novim letom strla in sem rekla, Lucija, ti si sposobna v parih dneh prebrati 400 strani. Torej, znaš brati, mislim, tako ne. Tako da zdaj, ampak predvsem te potopisne in hribovske, apalaško pot, oziroma ne, slovensko transverzalo, trenutno pa Štremfla, berem Kristale sreče. To, teh starševskih, to se kar malo priznam, izogibaš. Ja, ne tečejo mi. Pa bi rada, ampak enostavno ne najdem še energije. Mogoče jo bom. Med dnevom vsakodnevno si probam vzeti čas, pa če je to 15 minut ali pa 1 uro ali pa 2 uri za luft. Danes, ko sem do vrtca gremo peš, pa je ena mamica, ki se pripelje, pač, ker so tako dalj doma, je rekla, ti greš pa zdaj po soncu nazaj. Sem rekla, ja, in če slučajno ne pelem, jaz mi manjka unih 20 minut. Po pravilu grem brez telefona, zato da je res reset. Kava, čaj, tudi med dnevom. Tako no, pa tudi muska. Po noči. Muska. Ne, to ne. To pa ne več. Ne, pa muska, no, to pa kakšni koncerti, ko pridejo datumi za koncerte, pa vprašam, a lahko takrat pojem, pa reče, ja, bomo že, tako da to mi je kar to, muska. Kar veliko. Jaz sem v začetku ogromno knjig prebrala, ko smo bili še bolj nepremičnina in sem ga ogromno ur na dan je bilo tega dojenja in sem res, mi je pasalo brati, med drugim tudi Normal People, zdaj gledam serijo. Drugač pa serije niso my thing, preveliki commitment mi je. Jih imaš dovolj v življenju? Ja. Obožujem pa filme. Kinodvor je bil prej moj drugi dom pred otrokom in zdaj tudi si probam tu pa tam zboriti čas. Zadnjič sem prišel ven dokumentarec od Cvitkoviča, ta Gram srca in sem rekla, vidva greta v malo ulico, jaz grem v kino sama in je bilo the best. Drugač pa luft, to se zelo strinjam. Pa probam biti čim bolj v trenutku, tukaj in zdaj, ko je to možno. Pa se mi zdi, da me tudi otrok tega malo bolj uči. Zdaj, ko je že malo bolj interaktiven, se mi zdi, da te na nek način osveži oziroma pomladi to, da gledaš skozi njegove oči stvari, ki so ti bile prej ful vsakdanje, ne vem,
takim čudenjem, avtobus, ne? traktor, vsak pes, ki gre naproti. Gledaš v bistvu skozi njegove oči, kako bi bil on navdušen, če je zraven ali pa ne. Bolj opaziš stvari, bolj se mi zdi, da to je pa en tak ful pozitiven impact otroka, ker se bolj čudiš stvarem, ki so zelo navadne. Marsičesa te naučijo, otroci, da si tudi spet malce, tudi ti otrok. Ne? Neža, hvala, ker si del svojega dopusta vzela za nas, za tale pogovor. Ne? Šale Z veseljem, zelo prijetno je bilo. Uspešen roditeljski sestanek, zdaj smo končali točko razno, po moje. Bi še kdo kaj pripomnil, so kakšna vprašanja na koncu? Zdaj lahko splaniramo samo še končni izlet skupaj nekam. Ja, nič, to je bila zadnja epizoda te aktualne sezone, Maja. Ja, ne bomo Kar žalostjo, ne? Ja, ampak ne bomo se jokali, ker pridemo nazaj, zagotovo. Ampak v arhivu najdete že ogromno epizod. Če imate tudi vi kakšen predlog, poslušalci, o čem in koga bi poslušali, pa se vedno priporočava, ne sledite nama in pišite na Instagramu, tam sva Sala za starse. Zdaj pa v duhu Dajmo se še prešteti na koncu epizod. Preštejmo otroke. Preštejmo najprej mame, potem pa še otroke. 6 mam je torej danes speljalo roditeljski sestanek in v duhu koliko otrok? 1, 4, no, daj moja. 9, 10, 12 otrok. 12 otrok. Za en minibus. Zdaj pa za eno fuzbalsko ekipo. Ja. Evo. Nič, zdaj pa mame, dajte pa v mikrofon, seveda. Papa. 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 Papa.